cente vsak moment, zato ker life je fucking lep. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Dober dan, dobrodošli nazaj na najboljši podcast v Sloveniji, člani podcast, like, komentar in subscribe. Danes z vami Rimanič in to je to. Danes sem v zasedbi sam. Zakaj? Zato, ker ta teden bi k nam mogla priti ekipa filma Gepak. Ampak ni. Zakaj? Zato, ker konec tedna je snežilo in njih je dobesedno zasnežilo, tako da niso mogli priti k nam. Sem pa ja šel k njim na predpremiero tega filma, Gepaka. Ful dober film, priporočam, pejte nujno vsi gledat, kapo dol celi ekipi in ne vem kaj reči, pač jaz sem ponosen, presrečen, privoščim jim, nekaj najlepšega je videti, ko ne samo, da je nekdo ustvaril dober film, ampak te ustvarjalci tega filma, več ali manj so vsi moji člani, moji prijatelji in da vidiš nekoga, ki ga imaš rad, da mu uspe na taki ravni, stari kapo fucking dol, presrečen sem za njih, plus še mene so inspirirali, stari prav uno, da grem kaj narediti. Tako da film je bil ful dober, pejte gledat, 25. januarja je premjera in potem moment, da je film povsod. Tako da res, kapo dol še enkrat celi ekipi. Mogoče pride naslednji teden. Zakaj pa Jurčka ni? Jurček ima majhne zdravstvene težave, nič hujšega. In ja, evo, ostal sem še jaz in opcije sta bile dve. Ena epizode ta teden ni, dva epizodo posnamem sam. In kot vidite, sem izbral opcijo 2. Ful mi je bilo všeč, kakšno solo epizodo je naredil Jure zadnjič in kako je delil enih par nasvetov z vami. So rekel, pa jaz bi lahko tudi to naredil, imam enih par nasvetov, ki meni pomagajo, tako da če bojo pomagali še komu, sem zmagal. Tako da ja, dobrodošli v epizodi Nasveti z Rimaničom. Prvi nasvet je, jaz zdaj že 3 mesece vsako jutro pišem. Kaj pišem? Pišem svoje misli. Zjutraj, tako ko se zbudim, ne grem stat, ne pogledam telefon, vzamem zvezek, pisalo in zapišem svoje misli. 3 strani vsak dan. To je ena vaja iz knjige The Artist Way. Sem jo začel brati, ful je dobra. Priporočam in prva vaja, ki ta knjiga uči, je, da vsak dan, kot sem rekel, napišeš zjutraj 3 liste svojih misli. Kašnih zdaj misli, kje imaš te misli, ko se zbudiš? Dobesedno, če ne vem, se zbudiš, te boli križ, napišeš, fuck, kako me boli križ, ojoj, upam, da me bo nehal bolet križ. Če ne vem, si imel lepe sanje, napišeš, danes sem imel ful lepe sanje, nabijam, da je bila ful lušna. Če ne vem, tako ko se zbudiš, si rekel, fuck, ne vem, sem pozabil pečico včeraj zgasniti. Napišeš, ojoj, mislim, da sem pečico pozabil zgasniti, upam, da mi hiša ni zagorela. Vse misli zapišeš. Zakaj? Zato, da ta kaos, ki imaš v glavi, daš na papir. Enkrat, ko ga imaš na papirju, ga lahko odkaosiriraš. V glavnem gremo mi zdaj naprimer na en lepši primer. Če imaš problem, napišeš problem in ta problem lažje rešiš. Jaz lahko govorim iz osebne izkušnje, zdaj s tem zadnjim break-upom. Jaz sem ful mojih čustev in misli dal na papir in ko so bila na papirju, sem jih lahko razumel, videl, povezal in tudi rešil. Tako da to mi je ful pomagalo in sem ful hvaležen, da sem to začel delati. Tako da priporočam vsakemu. Je pa tudi ena dobra stvar, zato ker zjutraj tako opraviš eno nalogo, še preden si dan začel in se tako počutiš ful dobro. Pač tako, fuck, sem produktiven, stari moj. Je pa res, še moram to dodati, jaz odkar to delam, se zbujam 1 uro prej, to mi vzame meni 1 uro časa, zato ker jaz to pišem na A4 liste, pač zvezek A4, ne na mali dnevnik. Zakaj? Zato ker sem bral review za to knjigo, folk je pisal review za to vajo in so rekli vsi, ta vaja full fucking pomaga. Sem rekel, ok, če ta vaja toliko pomaga, jaz kot nekdo, ki išče v življenju krajšnice, bom si nabavil lepo ta velik zvezek, ker več ko pišem, bolj mi bo pomagalo. In dejansko se splača. Tako da podpiram vsakega, da si ne nabavi dnevniček, ampak da si nabavi lepo zvezek in vsako jutro zjutraj napiše 3 strani in brez izgovorov delam to vsak dan. So bili tudi primeri, ko sem, ne vem, mogel vstati ob
5 zjutraj, ker ob 6 sem mogel že iti. Ja, klinc, uni dan sem vstal že ob 4. Ampak se je splačalo, ker spet sem si zbistril misli, sem si lepo splaniral dan, sem imel ene nove ideje za dan in sem lepše pač na koncu začel dan. Tako da to vsem priporočam. To je bil zdaj prvi nasvet, gremo zdaj na drugi nasvet. Ta nasvet je meni dala moja nona, velja za zveze, pa tudi za prijatelje. V glavnem, nikoli ne id skregan spat. Vedno reši problem na 4 oči. Meni je vedno moja nona rekla, lej, jedilna miza ni samo za jest. Za mizo se rešuje probleme. Se usede, pogleda, 1 na 1 in se reši problem. Bilo kaj je, se ga reši. Nikoli se ne gre jezen spat, zato ker to ne naredi nič dobrega in potem to samo vleče. Rajši uni dan je rekla, ne greš spat in rešuješ problem celo noč, važno je, da ga rešiš. In ja, to sem se vsaj z mojo bivšo zdaj punco na zadnje zelo držal, če smo imeli kakšne male krege, no nič resnega, smo pač vedno vse rešili in ni slabe volje, zato ker drugi dan si boljše, lahko objameš, ljubčkaš, ni da kuhaš mulo za 1 teden ali kaj, v glavnem pomaga. In je zdravo, da karkoli imaš z bilo komu v lifeu, čim prej rešiš. Tako da hvala nona za ta nasvet. Gremo zdaj na tretji nasvet in to je, da se vedno oblečeš primerno za priložnost. Meni gre ful na živce in res ne štekam tega nekega trenda novega, še posebej pri mladih. Ne zanima me, kam grem, s kom grem, kako grem, jaz hočem biti komod, zato grem v tranirki. Meni je to neka najbolj bizarna stvar. Zdaj, da me kdo ne bi vzel narobe, ne bom govoril v stilu, vsak ima svoj stil, ampak vsak stil lahko ti prevedeš za določen dogodek. Naprimer, jaz imam za reč stil, tako, ne vem, veš, doma šport, torej neke tranirke, pol imaš everyday, ne vem, tipo to zdaj, pol imaš fancy večerja s partnerjem, veš, malo jače, ma ne preveč jače, in pol imaš red carpet, ko si rezo zajebam, veš, punce neke jake oblekice, tip en veštit, metulček, srajčka. In če imaš te 4 za reč kategorije, jih izbiraš za določene dogodke. Naprimer, ne moreš ti iti v tranirki na red carpet in ne moreš ti iti športat v rekelcu za red carpet. Obleči se primerno za priložnost. Ampak zakaj zdaj to govorim? Zato, ker po mojem mnenju to ful izraža spoštovanje do osebe in do dogodka. Naprimer, če ti punco povabiš na dejt, ona se bo zrihtala, ker pač ponavadi na dejt se zrihtaš. Ne? In ti priješ v tranirki. Kaj to pomeni? Da tebi ni mar in ti se nisi potrudil. To je prvi odziv. Ampak ti lahko pa rečeš, jaz hočem biti komod. Cool, nabavi si, ne vem, ene komod kavbojke, ene komod črne hlače. Pač, kar je tvoj stil, si nabavi, samo da bo bilo tudi komod. Valjda moraš biti komod. Najlepše je, da si komod v svojih oblekah, ampak oblači se primerno za priložnost. Zato, ker, ne vem, letos se je zgodilo na FSF, Slovenski filmski festival, največja podelitev slovenskega filma, folk je hodil po glavno slovensko filmsko nagrado v kratkih hlačah, v gojzerih, v anoraku in v tranirki. Oprosti, to ni za nikamor in to pokaže, koliko ti je mar za ta dogodek. Ti si dobil največjo filmsko nagrado v Sloveniji. Mislim, lahko se tebi to ne zdi neki wow, ampak na koncu si prijavil film, si prišel na podelitev in si šel gor sprejeti nagrado. Torej ti je mar, ampak pokaži spoštovanje še do dogodka, na katerem si, zato ker je bila to pač slavnostna prireditev, je pač valjda folk tudi v občinstvu se uštimal, ker je vedel, kam gre. In ta folk v občinstvu je bil bolj uštiman kot te režiserje, ki so pobirali te nagrade. In pač osebno, to spet moje mnenje, to ni lepo za videti. Tako da en nasvet, pokaži tudi skozi svoje obleke spoštovanje do drugih in do okolja, v katerem boš bil. Naslednji nasvet je osebna higiena. O moj bog, fantje, kremice so cool, kremice niso za pičke. Ok, prvič, fantje, zrihtajte si skincare. Jaz imam tonik, da si najprej izčistiš faco umazanije in pol imam eno kremico od pijavk,
ki mi naredi kožo lepšo, odstrani mi mozolje in tudi podočnjake imam manjše. Tako da to sem jaz našel, meni najbolj odgovarja, ampak ja, eksperimentiraj malo, poprašaj, pozanimaj se in se navavi eno kremico za obraz, boš lepši. Ok, druga stvar so kremice, naprimer za roke. Jaz po zimi dobim ful hitro rdeče izpuščaje na roki in ful hitro se mi naredijo suhe roke. Tako da vedno imam s sabo kremico, eno v avtu, eno v jakni in eno doma, da je vedno z mano, zato ker jaz ne morem verjeti, ampak jaz sem tipo tako alergičen na mraz. Jaz sem z razlogom naredil komad, mene zebe. Sovražim mraz, meni mraz ni všeč. Pol še ena stvar, ki vidim fante, ne? Zdaj bom rekel eno tako malo controversial. Pulte si obrvi. In če mi bo zdaj kdo rekel, to je za pičke. Ok, Freddy Miller. Toliko tipov sem videl, tle ima unibrown ali pa tle je kosmat, mati moja, pač tako, eno pinco si nabavi in vsake toliko, to ne delaš vsak dan, to pač vsake toliko se vidiš pred ogledalom in malo pik, puk, puk, pik, puk, puk, puk. In si 3-krat lepši, ne da si ko en stari neandertalec. In še zadnja stvar pri zareč higijeni je to, da si nabaviš en ful dober parfum. To ti bo ful pomagalo zato, ker tipo vse punce palijo na tipe, ki lepo dišijo in tipi tudi palim, bom govoril zase, jaz palim na punce, ki lepo dišijo, ok? Ni jačega, ko greš po ulici in gre ena mimo tebe. Kolikokrat sem se jaz obrnil za punco, jaz sem se večkrat v lifeu obrnil za punco, da jo povoham, ko da jo pogledam rit. To je tako, pač ne vem, lepo je lepo dišati in lepo je druge vohat na nek creepy način s spoštovanjem, ki so pač lepo dišijo. Lepo je lepo dišati. Naslednji nasvet je to, da nikoli ne biti točen. Kaj? Ne! Bodi 50 minut prej spet. Zakaj? Zato, ker s tem pokažeš, da spoštuješ čas nekoga drugega. Jaz osebno na temu še delam, moram se malo izboljšati na temu, ampak če zamujaš, javi osebi pravočasno, da zamujaš in javi, koliko časa boš zamudil. Ampak mene je moj nono vedno učil, do tega nikoli ne sme priti. Ja, in kaj če je prometna, kaj če pade avion iz neba? Ne, to moraš vse prekalkulirati in vem, koliko se to bizarno sliši, ampak da mojemu nonotu prav, vedno prekalkuliraj in ne glede na vse, bodi prej. Zakaj? Zato, ker s tem pokažeš spoštovanje do drugega človeka, spoštovanje do njegovega časa. Stari moj, zdaj se je nabralo že enih par nasvetov, ampak še nismo konec, zdaj imamo en nov nasvet in to je, ko se predstaviš nekomu novemu, ne, daš lepo pač roko, čau, jaz sem Matej, dobro je, da lepo čvrsto primeš roko, ga pogledaš v oči, ampak še bolj pomembno je to, da si zapomniš njegovo ime. Jaz sem ugotovil, da sem to gesto delal bolj iz navade, vljudnosti in bolj to, da sem jaz komuniciral, da sem Matej, kot pa to, da sem dobil od sogovorca ime. In to je ful narobe. Še posebej, ko si v grupi, ko ne vem, poznaš 3-4 ljudi, čau, Matej, ja, in zdaj mi povej od vseh imen, ne bi ti jih znal povedati. En dober trik je, ki ga delam jaz ponavadi, še posebej, če si v grupi, ful pali, se predstaviš, čau, jaz sem Matej, Ana, Tilen, Luka, Jan. Ok, se jih predstaviš in ponoviš. Čakaj, Tilen, Ana, Luka, Jan. Ja, ok, dobro, imam vse. Pač tako, jim ponoviš njihova imena, da vidiš, če si zapomnil, oni bojo to ful cenili, plus ti boš zdaj s temi ljudmi v pogovoru. In v pogovoru boš rabil kaženkrat uporabiti tudi njihovo ime, tako da ti bo prišlo prav. In sej sami pač veste, je lepo, ko z nekom govoriš, ki si ga na novo spoznal in on si je zapomnil tvoje ime in ne vem, vsaj meni se to vedno zdelo, ti bi se zapomnil. Ampak sej to nič ni takega, pač tipica je pač poslušal. Zato bodite tudi vi ki posluša in ki naredi pogovor z nekom novim prijeten, zato ker si je zapomnil vsaj njegovo ime. Če ne pa, približi. Če ne pa zdaj en trik, fantje. Punce ne poslušati, ki mogoče sem kdaj to uporabil na kašni, se opravičujem, sem pozabil ime, tako da punce to zdaj ne poslušati. Fantje. Jaz kašenkrat, ko pozabim ime od kašne gospodične, kot ste zdaj videli, in rečem gospodična. Naprimer, smo tako z enimi 2 puncami, mi klepetamo in rečem, joj ti,
pozabim, da je ime Ana, rečem, joj ti gospodična, kaj pa je tebi najbolj všeč? In to vedno ful zapali, zato ker izpadeš gentleman, ful je tako respektvali, ljubkovalno, unikatno in še se izogneš temu, da ponoviš njeno ime, zato ker si pozabil. Jaz se temu provam izogniti in si zapomniti vsa imena, ampak če se kdaj zgodi, uporabite ta nasvet, ker zapali. Tako da ja, ni za kaj. Punce zdaj lahko spet poslušaste. I got you, fanti, I got you. Ampak ja, iz tega nasveta smo se naučili, da ko se da roko, ponovi ime, da si ga boš zapomnil. Ok, zdaj ta predzadnji nasvet je bolj za biznis svet. Ajde, lahko ga uporabiš tudi v dating svetu dejansko. Ok, čakaj, najprej. V glavnem, ti končaš z nekom biznis sestanek. Spodobi se, da pol njemu napišeš mail, tipo kratek povzetek, dober dan, hvala, ker ste si danes vzeli čas, lepo mi je bilo, da smo vse to predebatirali, imate mogoče čas za drugi sestanek, kaj je zdaj plan, v glavnem, fora je, da se jim zahvališ za sestanek, jim na hitro povzameš, da nisi ti kaj falil, plus da imaš ti črno na belem, da ima tudi on črno na belem, da ve, kaj ste se pogovarjali in nekako moraš pol napeljati na tvoj next move. Kaj je to? Še en sestanek, ste se zmenili, da boš ti njim kaj pripravil, ste se zmenili, da bojo oni vam nekaj poslali, da ne izgubiš tega connectiona, ampak da takoj napelješ žogo, da se vrti naprej. Kot sem rekel, za date lahko tudi to uporabiš, mislim, ne lih, da napišeš mail, pozdravljeni, bilo je lepo na našem dejtu, lepo zdrav, upam, da se še vidimo. To lih ne, lahko pa provaš, mogoče bo kje zapalo, ampak moraš dobiti njen mail. Ok, to bi zapalo, veš, priješ do punce, kaj lahko tvoje številko? Ne, kaj lahko tvoj mail? Provajte in mi prosim javite, če bo zapalo. Ampak ja, ne v glavnem bolj pač, greš punco na zmenek, s fantom, zmenek, in po zmenku napišeš, hvala zmenek, danes bilo ful lepo, ful sem užival, dej, kaj si za, da se drugi teden spet dobimo. Če nič drugega, je to pač lepa gesta, veš. Ok, zdaj pa še zadnji nasvet za danes in to je bolj kot nasvet, bolj je moto, ki ga zadnja 2 meseca že živim in to je, da life je fucking lep, stari. Life je lep. Amen. Vsi sigurno ste vsaj že enkrat slišali za uno, zgodi se ti situacija, lahko kaj narediš? Ja, ok, naredi. Lahko kaj narediš? Ne. Ok, nehaj se sekirati. In to je to. In to je res formula do srečnega, veselega lajfa. Jaz sem zadnje čase ful začel pozitivno gledati na vse stvari. Zato, ker v lajfu stvari se ti zgodijo, ne moreš vplivati na njih, hočeš, nočeš, se ti bojo zgodile, edino, kar ti lahko narediš, je, da se odločiš, kako boš reagiral na njih. Zakaj se odločiš, da boš negativno reagiral na njih, če lahko pozitivno reagiraš na njih? Naprimer, lep primer, si daš muziko, ga džuskaš, muzika, in rukneš kozarc z vodo in poliješ kozarc z vodo. Zakaj bi ti zdaj to pokvarilo dan? Zakaj bi se razjezil? Zakaj bi rekel, zdaj sem densom in zdaj moram mi to pospravljati? Ne, pustiš muziko naprej in si, kje je moja metla, kje je brisača in malo vodico spucaš, pol greš po metlo, švip, pol greš po smetišnico, še vedno džuskaš na muziko, čup, pip, greš do kante, strešeš v kanto in to je to, džuskaš naprej. Zakaj bi ti taka situacija ali bilo kakšna mogla pokvariti dan? Ne rabiti, zato ker na koncu dneva je vse lepo, zato ker life je lep. In vem, da to je tako ful pozitiven pogled na svet in nazadnje sem imel to debato in malo dilemo z mojo bivšo, ko sva hodila skozi pač ta naš breakup. Seveda pač sem bil žalosten, da se je končalo. Ampak nisem mogel dopovedati, koliko dejansko sem bil bolj hvaležen, ko žalosten, da se je zgodilo. Zakaj? Zato, ker pač jaz sem prvič bil zaljubljen. Prvič sem izkusil ljubezen in ugotovil, da to je tako najlepši občutek v lajfu. Res je, pač končalo se je, žalosten sem bil, ampak to je najlepša stvar, ki jo lahko izkusiš in da mi je ta oseba to dala. Stari, pa jaz sem samo tako presrečen in hvaležen, da sem to lahko vsaj enkrat izkusil. In tukaj
res nimaš kaj za biti žalosten. Žal pač zveza ni šla naprej, ni lepa situacija, ampak ko pomisliš, fuck stari, kaj sem jaz doživel, tako najbolj pristen občutek, ki ga lahko, stari. Če mene vprašaš, tako point life-a je tudi ljubezen, smejati se in ljubezen, drugo ne rabiš. Ampak ta moja zdaj bivša punca me je malo čudno gledala, ampak vse nekako se mi povzel z stavkom, bodi vesel, da se je zgodilo, ne bi žalosten, ker se je končalo. In to je tudi en ful lep stavek, ki podpira ta moto, da life je lep. Mene je to 4 leta nazaj naučil moj nono, ki nas je zapustil, če vam mirno liča. On je bil moj idol, moj vzornik, on me je mene vzgajal, ko sem bil mali, res šefe, stari, kapo fucking dol. Žal nas je ful hitro zapustil, tako v enem tednu nas je zapustil in 2 tedna prej nas je zapustil, sva jaz in on šla na sladoled, to je bil our thing že odkar sem bil jaz klinac in s tem dejanjem sva dobesedno do zadnjega trenutka, dokler je lahko, skupaj naredila vse. V glavnem potem na pogrebu, valjda sem bil žalosten, kako pička, ampak ko sem videl njegovo sliko, me je prevzela ena pozitiva, ena dobra volja, hvaležnost, da sem imel šanso imeti tako dobrega človeka v mojem življenju, da sem imel šanso z njim do zadnjega vse skupaj narediti. In dejansko, ko sem gotovil, do zadnjega momenta sva mi dva izkoristila, dobesedno iti na sladoled je pač our thing. Zaradi njega imam jaz tako rad pač sladoled, tukaj je moja ljubezen do sladoleda in izkusiti ta mir v sebi, da nimaš nobenega obžalovanja, ker si do zadnjega trenutka s to osebo vse naredil, to je nekaj najlepšega. In komaj, ko sem začutil ta mir v sebi, da smo res do zadnjega trenutka vse skupaj naredili, ta mir mi je v bistvu odklenil to pozitivo v meni in dobesedno nekaj mi je kliknilo v smislu, ko je life lep in kako ga moraš ceniti in uživati do zadnjega fucking trenutka in ne obžalovati nič, stari. To je bil meni prvi tak moment, da sem se soočil s smrtjo, zato ker na srečo mi noben še v družini ni umrl, pač razen pravno ne, ampak sem bil premajhen, da sem jo poznal, se jo spomnil, da mi je kaj pomenila, tako da ta je bila prva ena taka, ki me je zadela hard. In za reč, ko izkusiš finalno destinacijo, pač na koncu tega lepega lajfa umremo in ko vidiš, da kako ga moraš živeti, kako moraš ceniti ljudi okrog sebe, zato ker enkrat bomo vsi pač šli, ti da misliti, fuck, kako sem hvaležen, da sem tle, kako sem hvaležen za vsak trenutek. Za na konec vas bom pustil s tem, da smo v obdobju, ko imamo preveč distrakcij. In to nam pere fucking možgane. Jaz sem začel zdaj en teden že moj detox od social media. Jaz ponavadi sem, vedno pri kosilu si upalil neko serijo, nek YouTube in sem jedel in pač gledal serijo, da sem se zamotil. Zdaj sem začel jesti brez vsega, upalim samo muziko, da ga malo džuskam. In to je tako lepa izkušnja. Pač hrana je boljšega okusa. Tako boljše je. Danes zjutraj za zajtrk sem si naredil tako lep en panin in sem pojedel pol eno jabolko. Člani moji, jaz ne vem, kdaj sem zadnjič vohal tako lepo dišeče jabolko. To jabolko je bilo danes tako dobrega okusa, tako dobrega vonja in to je zato, ker sem se dejansko zavedal, kaj sem jedel in nisem samo podzavestno dajal hrano vase. In to je ful pomembno. Bodite prisotni v vsakem momentu, cenite vsak moment, zato ker life je fucking lep. To je to za te nasvete danes z mano.
upam, da ste se imeli lepo, upam, da ste kaj novega zvedli, upam, da vam bo kaj prišlo prav. Zdaj pa seveda ni člani podcast brez mojega najljubšega dela in to so vprašanja. Na začetku vsakega podcasta objavimo na Instagram vprašanja, da nas kaj vprašaste in danes ste nas vprašali. Mak je to, najbolj pomembne stvari na punci, šise, leva in desna, bedrcka.a, zakaj tima že dolgo ni bilo? Tim je postal vodja šanka v eni restauraciji in ful priden, ful delaven, ful smo ponosni na njega, ampak zaradi tega se ful težko uskladimo zdaj z urniki, tako da zato ga ni. Smo še vedno cool, ni da smo skregani, samo se težko uskladimo. On fulkrat tudi dela za vikende, pač valjda restauracije so najbolj nabite za vikende, mi ponavadi za vikende snemamo, tako da we love you, Tim. Dresus 96, do konca življenja lahko jeste le eno hrano, kaj bi izbrali? Pozdrav iz Jesenic. Shoutout Jesenice, sožalje, carbonara. Najboljša hrana. Ma kaj je tema, kdaj bo kakšen live podcast? Zadnjič smo se dejansko z Juretom pogovarjali, če bi kakšnega naredili, ampak nismo še sigurni, če smo tam, moramo še malo zvaditi, plus malo nas je strah, če bo kdo prišel sploh. Tako da napište v komentar, če bi prišli na naš live podcast, pa mogoče kaj naredimo. Po mojega bomo enkrat naredili, ki zna biti zabavno. Tako da napište, če ste za. Cankarjeva _ dečva, kaj v celem lifeu najbolj obžaluješ? Nič, vse se zgodi z razlogom, vsi smo tle, ker moramo biti, kot sem prej rekel, life fucking lep. Cerne Dominik, če bi se rabili upisati z eno barvo, katera barva bi bili? Jaz bi bil oranžna, ker oranžna je moja najljubša barva. Oranžna je taka prijetna, zabavna. Ne vem. Taka malo je rdeča, ma ni, malo je rumena, malo je topla, ma ni, malo taka spicy, malo vsega, ne vem, oranžna. XGLRG, kakšen nasvet, kako se spoprijeti z pomembnimi odločitvami v življenju? Poslušaj se, poslušaj svoj gut feeling, zato ker vse odločitve v življenju lovki na notri že veš, kaj so, samo pa se moraš sprijazniti z njimi. Če ne pa, simple, naredi pros and cons, pač plusi in minusi. In pa bolj se odloči. Plan, lepo si narediš plan in to je to. Gre skozi vse, upam, da rešiš karte mantra. Rebeka Bouha, če bi imeli izbiro 10 dni potovati po Ameriki ali pa en mesec preživeti v Gambiji, kaj bi izbrali? Izbišel en road trip po Ameriki, stari tam Route 66, to mora biti jako. Leon _ taj ena, kdaj boste naredili svoj džingl? Mi že imamo džingl, ta džingl ostaja. Ne gre nikamor. To je džingl. Postal je ikoničen. Ta naslednji član ima ful dolgo ime, tako da ne bom bral imena, ker so ful majhne črke, tudi sploh ne vidim. V glavnem, Jure, kam je izginil tvoj Instagram? Jure, za reč, se je odmaknil od socialnih omrežij za detoks in da se fokusira na se. Jaz to ful podpiram, tako da, Jure je zdaj lepšem. Aufula _ zakaj ste se odločili za snemanje podcastov? Najboljši ste. Ne, vi ste najboljši. Jure je rekel, jaz imel podcast, jaz sem rekel, jaz tudi, zdaj imam podcast. Urban Stropnik, ker od vas ima najdaljšega v studiu? Zdaj, ki sem sam, lahko samozavestno rečem, da sem jaz. Perfektno vprašanje za solo epizodo. I love you. Naslednje vprašanje je od živ.aa15. Kaj nareš, če si vtipa in glih zveš, da je začel zvezo s tvojo dobro prijateljco? Prepustiš jim ljubezen, ker nekaj najlepšega na tem svetu je ljubezen. Tako da, če sta si namenjena, vas bo življenje dalo skupaj. Če pa sta si prijateljca in ta tip namenjena, bosta tudi bila skupaj. Če pa ta prijateljca ve, da to je tvoj kraši šupak, in ti ga mora dati nazaj. Ne skecam. Pač ljubezen te najde. In še zadnje vprašanje. Jere Kuni, vprašajte vi kaj nas. Zakaj še niste subscribani? Imamo unigraf, ker tipu tako 50 volka, ki nas spremlja, še ni subscriban. Tako da, če zdaj to spremljaš, stisni lepo en subscribe. Hvala danes vsem, ker ste bili z mano v tej taki intimni, nasvetni epizodi. Kot sem rekel, upam, da sem povedal vam kaj pametnega, upam, da ste se imeli lepo, jaz sem se imel lepo. Prem pa gremo, shoutout najjačim barberjom iz obale.
Barbarian Squad, shoutout vsem, shoutout mojemu Boštjanu Belekac, on mene rihta, ta teden se mu grem zrihtat spet malo, tako da shoutout njim in shoutout najjačim burgerjem na obali, člani Burger v El Toro. Steakhouse, spete vsi čeknit. To je to, se vidimo drugi teden, imejte se lepo, ne pozabite, life je fucking lep. Se vidimo, uživajte, vas imam rad. Čau!